Pred nedavnim je ugledna ameriška revija Združenje kardiologov objavila vašo nadvse zanimivo raziskavo o novi metodi odkrivanja bolnikov s povišanim holesterolom. Raziskava je toliko bolj dragocena, ker vključuje genetske podatke družinskih anamnez. Vendar, predno spregovoriva na drobneje o pomembnosti študije, nam na kratko pojasnite, kakšne dejavnike tveganja ali posledice pušča povišan holesterol v krvi. Deva se mogoče najprej omejiti na otroško populacijo, ker posebej pomembno je, da pravzaprav vse te spremembe nastajajo že v zgodnjem otroštvu. Slovenija je že pred približno 20 leti pravzaprav stopila na pot splošnega presejanja 5-letnih otrok za povišan holesterol. Takrat imajo namreč otroci že itak rutinski odvzem krvi pri predvidenem sistematskem pregledu. Pred šolo, ne? Tako. In smo temu pregledu pravzaprav dodali samo še določitev celokupnega holesterola. Ta presejalni test je pravzaprav slabo napredoval. Niso se vsi priključili takoj, nekateri zaradi finančnih razlogov, čeprav je test vključen v nacionalni program. Postopoma pa se je uveljavil, tako da smo lahko za zadnjih 5 let pravzaprav nabrali dovolj veliko skupino, skoraj 300 otrok s povišanim holesterolom, za katere smo se potem odločili, da gremo dejansko v genetsko analizo. Zakaj gre? Če namreč imaš okvarjenega enega izmed tistih genov, ki povzročajo familiarno hiperholesterolemijo, slovensko družinsko hiperholesterolemijo, potem je ogroženost za kardiovaskularne bolezni tudi do 100-krat večja kot v splošni populaciji. To se pravi, da je treba te ljudi zgodaj, čim bolj zgodaj identificirati, odkriti in jih začeti zdraviti. Zato pa seveda je treba vedeti, ali med to skupino otrok, ki imajo povišan holesterol, sploh so ti ljudje z familiarno hiperholesterolemijo. Tega do danes še ni naredil nihče. Zato smo se odločili in z metodo sekveniranja naslednje generacije, ker je trenutno najbolj sodobna rutinska genetska tehnologija preiskav recimo nekih večjih populacij, nekih večjih predelov genskega zapisa, določili celotno skupino genov za familiarno hiperholesterolemijo v celotni populaciji teh otrok in gotovili, da skupno še z enim dodatnim genom, ki sicer poligensko varianto povzroča, skoraj 2/3 otrok genetsko pozitivnih. In to je v bistvu to, človek rekel, res presenetljivo sporočilo. To se pravi, če otroku pri 5 letih določiš povišan holesterol, je kar v 2/3 verjetno, da gre za družinsko obliko, torej tisto, ki lahko pričakujemo potem zgodnje srčno-žilne zaplete in pri kateri lahko z zgodnjim uvajanjem zdravljenja, tudi z statini, preprečimo nastanek tega in so potem to mladi odrasli popolnoma zdravi. No, pa vendar se vseeno ostaja še vprašanje, kakšne posledice lahko pušča oziroma kakšne težave povzroča povišan holesterol. Za vas seveda je to samoumevno, za laike pa vedno ne. Povišan holesterol je pravzaprav, zdaj smo se osredotočili na to družinsko obliko, ki jo lahko v teh, skoraj rosnih letih, tako učinkovito ugotovimo. Seveda, zakaj je posebej zanimiva ta populacija? Zato, ker te otroci ne jejo odojkov in niso v veliki večini recimo člani teh visokorizičnih okoljskih skupin, ne živijo zelo na robu. 5-letni otrok večinoma ne mara mastne hrane jesti. Poznam zelo malo 5-letnikov, ki bi hoteli jesti karkoli mastnega. Nekateri so debeli, predvsem zaradi uživanja sokov in preprostih ogljikovih hidratov. Kot vemo, je pač sok danes najbolj rizičen, več ljudi umre zaradi sokov kot zaradi kajenja. Vendar pa samih vnosov maščob ni. Medtem ko pri odraslih seveda pa je glavni vzrok povišanega holesterola življenjski slog, zelo, zelo drugačna skupina. In seveda tam kot del metaboličnega sindroma, kamor sodi še visok pritisk, sladkorna bolezen tip 2 in pa seveda debelost, predvsem ta, človek rekel, trebušna debelost, ali pa samo povišan holesterol, se pravi, če zelo nezdravo živimo, se pravi, jemo take, človek rekel, živalske, preproste maščobe, predvsem v povezavi z ogljikovimi hidrati in se ne gibljemo. To je pa tista velika skupina ljudi z povišanim holesterolom, s tem, da je pravzaprav končni učinek enak. Najbolj se bojimo srčno-žilnih zapletov, to se pravi, ta holesterol se ob določenih ostalih faktorjih, predvsem faktorjih vnetja,
nalaga v žilno steno, tam naredi tako en plak, ki seveda lahko počasi zapre pretok krvi in s tem povzroči pravzaprav usoden zaplet, lahko bodisi na srcu, bodisi v možganih, bodisi srčno kap, bodisi možgansko kap. To se da preprečiti. Seveda, v tej veliki populaciji, kot sva rekla, z zdravim življenjskim slogom, se pravi, da predvsem bistveno zmanjšamo vnos ogljikovih hidratov in nekoliko zmanjšamo vnos živalskih maščob, če se jih da z bolj ustreznim razmerjem maščob, in smo redno telesno aktivni. Medtem ko, če imamo pa genetsko motnjo, o tem, kar smo na začetku govorila, in imamo družinsko hiperholesterolemijo, potem seveda na ta način ne gre in je potrebno zdraviti z zdravili. Najbolj pogosto se uporabljajo statini, ki zavirajo tvorbo holesterola v jetrih. Drugače ljudje seveda holesterol je življenjsko pomemben in ga nujno potrebujemo in ga sami tvorimo. Vendar pa ne v tem primeru, zaradi tega, ker se slabo čisti iz krvi v prevelikih količinah, tako da z zdravili zaustavljamo to tvorbo in v veliki večini primerov uspešno znižamo holesterol in s tem preprečimo zaplete, o katerih sva govorila. No, glede na to ste rekli, da gre seveda za genetski prenos, ne, staršev na otroke, pa me zanima, a mora biti recimo v tej diagnostiki, recimo pri otroku, povišen holesterol, upletena daljša recimo veriga starševska, recimo. No, to je zelo zanimivo, ne? Ko smo gledali, pravzaprav to so, veste, večinoma mlajši starši. Se pravi, so starši pred 30 letom, ki imajo 5-letne otroke. In seveda pogosto ni družinske anamneze v prvem kolenu. Ti starši ne povedo, jaz sem že imel srčno kap. Zelo težko, pred 35 letom ali pa možgansko. Tako da imajo ti otroci večinoma, tako se reče, prazno družinsko anamnezo. Jasno pa je, da ima najmanj eden od staršev prav tako to genetsko obliko, zato smo potem izvajali tako imenovani kaskadni screening. To pa pomeni, da ko dobiš otroka, seveda testiraš tudi vse brate in sestre, starejše in starše. Na ta način seveda odkriješ to bolezen pri vseh članih družine in jih seveda tudi zdraviš. Tako da je ta raziskava imela, če hočete, včasih rečejo, kolateralno korist, ne samo otroke smo ugotovili, seveda, ampak tudi njihove starše, po katerih so podedovala, in na ta način zelo verjetno preprečili številne srčno-žilne zaplete tudi pri teh starših, ki so seveda pol pri svojih zdravnikih bili napoteni ustrezno in dobili ustrezno zdravljenje. No, obrniva zdaj vprašanje, recimo pri 5-letnikih, recimo ste ugotovili tako in tako anamnezo holesterola, pa me zanima, če boste šli v zdravljenje tega, ali pa blaženje teh pojavov, lahko pričakujete, da se bo genetska slika potem recimo v kolenu naprej popravila? Ne. To so dedne bolezni, gre za podedovano dedno napako v genskem zapisu, ki jo zaenkrat ne znamo uspešno spreminjati. To bi pomenila tako ena genska terapija, ki se izvaja predvsem v študijskih namenih, ne pri tej bolezni, pri zelo, zelo hudih boleznih, vendar zaenkrat nekega prav, človek rekel, epohalnega uspeha ni. Še vedno, kljub temu, da genom znamo čitati, brati, znamo povedati, kjer del genoma kaj dela, je vendar to še vedno za nas ekstremno zapleten sistem. To pomeni, da bi mogli ciljano spremeniti posamezen del genoma iz pokvarjenega v pravi del. In to nam zaenkrat ne gre prav dobro. Tako da ne. Zaenkrat se zdravi, tako se reče, simptomatsko, to se pravi, z temi zdravili, ki smo rekla, ki zavirajo tvorbo holesterola v jetrih, se pa zniža koncentracijo holesterola v krvi. Ne moreš pa tega genetskega, bi človek rekel, bremena, popraviti zaenkrat. Pa ste optimist pogledno? Tako je, znanost gre zelo naprej. Če samo pomislim, kaj sem jaz v mojih 25 letih dela doživel, potem sem absolutno optimist. Že itak, po svojem osnovnem nagnjenju, pa tudi jaz mislim, da je dosti razlogov, da verjamemo, znanost ne napreduje linearno, ampak eksponentno, predvsem naravoslovna. Ljudje po svetu so ekstremno pridni in sem prepričan, da bomo nekoč znali dovolj, da bomo znali tudi popraviti dedni zapis. Tudi od medicine se veliko pričakuje ravno v tej povezavi, popravljanja genov. Veste, največ pričakujejo lenuhi, imam jaz občutek. Če si len in cel dan v luft gledaš, pa zelo veliko pričakuješ od drugih. Z našega stališča je to bolj pravzaprav
izziv, delo. Jaz ne vem, kaj pričakujem od medicine. Vem pa, da se bom potrudil en majhen delček k tej poti, ki gre zanesljivo naprej, doprinesti. Profesor Battelino, samo še nekaj, prej ste omenili tako imenovano debelost, ne? Zlasti, mislim, da trebušno, ne? Ali kako rečete, abdominalno nekako. Ne? Pred letom dvema je kar precej bilo se govorilo o tem, da so slovenski otroci tako rekoč v samem vrhu debelosti evropskih otrok. Kako je se To je bilo res. To je bilo res. Mi smo pravzaprav vsake 4 oziroma 5 let delali presečne študije in dokazali to porast debelosti in porast koncentracije holesterola pri otrocih. Zdaj pa pravzaprav v zadnji študiji, ki je bila končana, pravzaprav bi rekel nekaj mesecev nazaj, ugotovili, da se je vsaj pri 5-letnikih trend ustavil. To je precejšen uspeh. Že prej smo ugotovili, da se je ustavil trend naraščanja holesterola, zelo verjetno povezano z novimi nacionalnimi smernicami prehrane v vrtcih, ki so bile sprejete zdaj skoraj 10 let nazaj in implementirane približno 7 let nazaj. In zelo verjetno, tega seveda ne moramo dokazati, ampak zelo verjetno je to vplivalo na nivo holesterola pri otrocih, v celoti, v populaciji. Ne? Ker veliko otrok tudi do 3 obroke na dan poje pravzaprav v vrtcih. To je en tak, bi človek rekel, ukrep družbe, ki je ključen. In seveda, kar se tiče debelosti, jaz tudi mislim, da je mogoče ne v zadnjih letih, ampak recimo v letih pred tem, pravzaprav bilo veliko narejenega, tako na področju nacionalnega načrta telesne aktivnosti in gibanja, kot tudi zdrave prehrane. Tako da z velikim veseljem ugotavljamo, da je zdaj dosežen plato, to se pravi, da tega trenda naraščanja pri 5-letnikih ni več. Tudi pri adolescentih, kjer je pri dekletih, adolescentih, mladostnicah, ta trend še nekoliko višji, se je pri fantih ustavil. Kaj je potrebno narediti? Dajte, največje zlo otrok in mladostnikov so sokovi in sladke pijače. Tukaj v Sloveniji ne prebijemo, bi človek rekel, denarnih združenj, ki te sokove pač distribuirajo med populacijo in z reklamami dosegajo nekritično uporabo. Tukaj država pač ni dovolj močna proti tem lobijem, verjetno imajo lobiji tako v lasti državo, tako da ne dosežemo nekih ukrepov, ki so značilni za bi človek rekel, demokratične, normalno vodene, razvite družbe. Vendar pa je to edina pot, se pravi, debelost je pač družben problem, to ni problem same medicine. In največ se naredi ravno z temi programi zdravega življenjskega sloga, čim bolj zgodaj in čim bolj, če hočete, družinsko, da se pač vsi člani nekako to vključijo, da se spremeni prehrana, da se izloči preproste ogljikove hidrate, zmanjša celokupen vnos ogljikovih hidratov in da se giblje na več načinov, kar pač posameznemu človeku ali pa recimo družini najbolj ustreza. Se pravi, na tem delu je kar nekaj programov v Sloveniji, bolj šepamo v prehranskih delih, kjer pač zmagujejo denarni lobiji. Tako da, tudi tukaj sem optimist. Lepega dne sem prepričan, da bo tudi v slovenski družbi nekomu potegnilo, da je morda zdravje več vredno kot tista podkupnina, ki jo prejme. In bo mogoče tudi pri nas kako drugače. Se bo izboljšalo, ne? Spet nazaj k tele vaši raziskavi povišanega holesterola pri 5-letnikih. Ko ste študijo objavili, je pritegnila pozornost mednarodno uveljavljenih strokovnjakov. Vsaj kot ste sami navajali, gre za prvo raziskavo doslej, ki omogoča s parcialnimi testi, tehnikami 5-letnikov, gre za uspešno strategijo za odkrivanje bolnikov s to hiperholesterolemijo. Ste bili presenečeni? Veste, običajno je Slovenija majhna in ostane manj opažena, tako da ja, tudi povedali nam tega niso. Torej, že to, da je bil članek v tako revijo sprejet, je bil pravzaprav za nas več kot dovolj velik uspeh. To, da je članek pravzaprav dobil editorial, to se pravi, da je urednik revije napisal uvodnik, in to, da je dejansko nekdanji predsednik ameriškega združenja posnel neke vrste svoje mnenje o tej študiji, ki je bilo izredno prijazno, to je veliko presenečenje in se vsaj nam ne dogaja zelo pogosto. Tako da, seveda, to je v glavnem spodbuda za naprej. Naš tim, ki je
relativno obsežen, spravo od zdravnikov pa seveda do doktorjev znanosti v laboratoriju, ki so tudi razvili to precej optimizirano metodo. Veste, mi smo to naredili za relativno zelo malo denarja. Tako da so optimizirali metodo, tako da je cenejša in dostopnejša, kar je tudi del našega poročila. Bomo zdaj delo nadaljevali. Tukaj kot prvo, jaz upam, da bo zdaj v Sloveniji ta presejalni test pri 5 letih postal standard, to se pravi, da ga bojo vsi otroci deležni. In seveda mi smo bolj potrudili vse te otroke naprej tudi ustrezno obdelati. In jaz mislim, da bomo v nekaj letih imeli pa res velike podatke, ki pa bojo pravzaprav za svet zelo relevantni. Ni nemogoče, da bo zaradi naših rezultatov prišlo do spremembe pravzaprav smernic za celoten svet. No, saj Svetovna zdravstvena organizacija je že pred leti dala nekakšno priporočilo presejalnega pristopa za iskanje bolnikov z družinsko anamnezo. Je pa Slovenija prva v bistvu na svetu, ki je na nek način to začela. Ki je šla v splošno. Z družinsko anamnezo smo ravno tudi v tej študiji dokazali, da samo polovica ljudi jo ima. Ker nismo dovolj pozorni na njo in se potem kar polovica bolnikov izgubi. Zato v bistvu tako Evropsko kot Ameriško združenje priporočalo univerzalen screening, to, kar Slovenija edina ima. Vendar zaenkrat ni bilo podatkov, ki bi ga podprlo in velika večina zahodnih družb se zelo resno drži z podatkov podprte medicine. Ker smo mi te podatke pokazali, zdaj seveda se situacija bistveno spreminja. Tako da, ja, Slovenija je tukaj naredila en korak, ki ne samo da je v skladu s temi splošnimi priporočili, ampak se je nam zdel smiselen, ker kot pediatri smo vedeli, da te otroci ne morejo imeti zaradi življenjskega sloga holesterola. In to se je izkazalo kot zelo resnično, se pravi, 2/3 imajo dokazano familiarno obliko te bolezni. Skoraj 2/3. Ostane pa tista majčkeno več kot tretjina, pri kateri zaenkrat ne vemo genetskega vzroka. To pa je raziskovalno najbolj zanimiv del. In tukaj imamo precejšen program zdaj, kako pravzaprav predeliti vzrok pri teh preostalih otrocih s povišanim holesterolom, kjer mora biti genetski vzrok nekaj novega. Tako da je to zdaj pa, če hočete, še dodaten izziv, da poskušamo pojasniti mehanizme, ki pri teh ostalih otrocih, ki nimajo te standardne, klasične družinske oblike povišanega holesterola, odkrijemo vzrok. Kaj recimo te ugotovitve potem pomenijo za urejanje zdravstvene politike, recimo vašega področja, dosti široko recimo pojmovanega, ne? Jaz mislim, da so to resni podatki, ki bi jih ena resna družba lahko uporabila za pomembne odločitve. Spet sprašujem, ste optimist? Vedno. Kaj pa pomeni to za recimo, bom rekla, delo ali kakorkoli informacijo staršem teh otrok? Bistvo vsega tega je seveda preprečevanje srčno-žilnih bolezni. To se pravi, da v bistvu, če te otroke opredeliš, najdeš in potem z njimi tudi družinske člane, ki imajo podobno bolezen, jih ustrezno zdraviš, v bistvu lahko preprečiš ali pa zelo odložiš srčno-žilne zaplete. To se pravi, da je v celoti populacija bistveno bolj zdrava in ker je to za, bi šlo rekel, najbolj pogosto bolezen, ki se pojavlja v družbi, je to seveda en ogromen korak, ker zmanjšamo pravzaprav skoraj prvi vzrok umrljivosti, zdaj nekako rak raste, ampak srčno-žilne bolezni so, odvisno, kjer leto pogledate, na prvem ali drugem mestu kot vzrok smrtnosti v populaciji. Tako da, če uspeš na tak masoven vzrok obolevnosti in smrtnosti vplivati, je to seveda za celotno družbo pomemben dosežek.